Zdravo. Evo, tale posnetek sem pripravil za slovensko skupnost Success Factoryja. Vsebina je predvsem povezana z lastniki Dogcoinov, vezano na kriptokonferenco, ki jo je imel Chris res pred kratkim, pred 10 dnevi. Sem vam obljubil, da bom naredil kratek povzetek tega, ker je bilo tisto, kar je povedal, kar bom rekel, strokovno zahtevno, pa bi vam želel prenesti na tak način, ki bo nekako lažje razumljiv, čisto na kratko, v 10 minutah, o čem je govoril. Drugače odspod bom pripel tudi originalni link, si lahko tudi original pogledate oziroma potem kasneje tudi šerate ljudem, ki bodo še prihajali, se pravi, pač je to namenjeno obstoječi skupnosti in ljudem, ki bodo prihajali v naslednjih 2-3 mesecih zraven. Mogoče tudi kasneje se je to partnerstvo bo verjetno se tudi kasneje še razvijalo. Zdaj, čisto osnovna ideja kriptosveta, kot itak vemo, je v bistvu decentralizacija obstoječega monetarnega sistema. Se pravi, želimo, da bi bil finančni sistem bolj pošten, bolj odprt, bolj transparenten, in če je bolj transparenten, pomeni posledično tudi to, da je bolj fair za vse, bolj dostopen, in če je bolj fair, potem je tudi manj možnosti manipulacij, mahinacij in tako naprej. Tukaj sem pripravil en kratek PowerPoint, 4 slikce samo, bomo šli na hitrico čez to. Se pravi, najprej, kaj sploh pomeni ta izraz DeFi, DeFi je v bistvu kratica za decentralizirane finance. Se pravi, to je en sektor v kripto svetu, ki pokriva praktično vse projekte, platforme, podjetja, vsi, ki zasledujejo ta cilj, da bi naredili ta svet, bom rekel, v smislu decentralizacije, bolj pošten, bolj transparenten. Zdaj, s kakšnim ciljem? Prvi cilj je sigurno to, da je bolj prost dostop do finančnih storitev. Na prezentacijah pogosto povemo, da obstoječi monetarni sistem pač temelji na dobičku, se pravi, če gledamo bančni sektor pa ostale finančne inštitucije, se v bistvu zelo izogibajo temu delu sveta, kjer je kupna moč zelo majhna, zato ker enostavno od teh ljudi, od teh 2 milijard ljudi praktično nimajo nobenega dobička. Se pravi, želimo pač prinesti finančni svet, dostopnost do denarja, dostopnost do možnosti transakcije tudi tja, kjer je zdaj zelo, zelo omejen. Se pravi, prvič je ta dostopnost, drugič je pa, da je ta sistem bi moral biti bolj odprt, bolj transparenten. To sem že na samem začetku povedal, se pravi, da je odprt v tem smislu, da je vsakmu dostopen in da je transparenten, tako da lahko vsak vidi, kaj se pravzaprav v finančnem sektorju dogaja, ker zdaj ni glih temu tako. Zdaj, zaradi blockchain tehnologije, ki uporabljajo vse te inštitucije, ki delajo v kriptosektorju, imajo pač možnost nadgradnje, v bistvu je ta možnost praktično neomejena nadgrajevanja, tako da se pričakuje, da bo v naslednjem obdobju, v naslednjih letih in desetletjih, da se bo ta sektor zaradi neomejene možnosti, ki jih ponuja ta blockchain tehnologija, še naprej razvijal in razvijal, tako da smo še vedno na samih začetkih, kar se tiče tega bolj poštenega sveta. Toliko okrog generalno gledano tega, kaj je sploh DeFi, kaj to sploh pomeni. Zdaj, ta sektor pokriva marsikatero področje, veliko je tega. Jaz sem danes omenil samo 3-4 tukaj, oziroma Chris je omenil samo 3-4. Prvo je področje stablecoinsov, se pravi, to so coini, to so kriptovalute, ki imajo stabilno vrednost. Vrednost imajo stabilno na ta način, da imajo pač vezano ali na drugo kriptovaluto, ali na fiat valuto, ali na kakšno drugo dobrino, na žlahtne kovine, na zlato. Za povprečnega uporabnika, če izpostavimo še neko relativno slabost v tem trenutku, je to, da je za povprečnega uporabnika, začetnika, je to precej zakomplicirano za uporabo še vedno.
Se pravi, zelo znani taki stablecoini so USDT, USDNC, DAI in tako naprej. To si lahko malo pogooglate, pa si lahko malo pogledate, ne. Se pravi, cilj teh stablecoinsov je, da bi stabilizirali ta trg, ne, zato ker vsi vemo, da je ta kriptotrg blazno volatilen in to je ena pomanjkljivost, na katerem pač marsikdo dela. Drugo tako področje uporabe v DeFi sektorju so decentralizirane menjalnice oziroma skrajšano DEX. Prednost tega je, kot že samo ime pove, spet nima nobenega tukaj, ne stoji nobeno podjetje za tem. Se pravi, nobena inštitucija, noben nadzorni organ, to je v bistvu samo software, to je okolje, ki ponuja uporabnikom, da lahko menjajo, kupujejo, prodajajo svoje kriptovalute brez posrednika. Se pravi, prednost te decentralizacije je to, da ni potrebno zaupanje zdaj v neko podjetje, da bo zdaj nekaj zamrznilo vaš denar ali pa nekaj naredilo ali pa izginilo celo z vašim denarjem, ne. Se pravi, gre samo za software, za okolje, za procesorje, ki strankam omogočajo neposredno trgovanje peer-to-peer, ne, tako kot je sploh v kriptosektorju že cel cajt mišljeno. Tretji sektor so posojilne platforme, se pravi, to so platforme, kjer se lahko sposodite ali pa posodite svoje coine na podlagi pametnih pogodb oziroma tako imenovanih smart kontraktov. Sem dodal tukaj še angleško besedo zraven, ker pač ta terminologija, eni izrazi so, kar naprej se pojavijo angleški, tako kot boste prihodnji izvedeli. Smart contract so pametne pogodbe, ki so več ali manj izdane na Ethereum blockchainu. Popularnost teh posojilnih platform raste iz meseca v mesec, na desetine milijard se je v letošnjem letu steklo v take platforme. Bolj znane platforme takega tipa so Aave, Compound, Maker in tako naprej. Potem so še yield farming, to so procesi neki za zagotavljanje likvidnosti, ampak ta del bi mogoče spustil, kot sem rekel, da ne bom zdaj preveč šel globoko v to materijo. To so zdaj recimo 3 take najpogostejše sfere, ki jih pokriva ta DeFi sektor. Ok, zdaj kot rečeno, prihaja v naš ekosistem nov poslovni partner, ki bo pač razvil platformo. In zdaj, kaj prinaša to partnerstvo, kaj v bistvu bo ponudil ta naš partner v našem ekosistemu. Ponudil bo popolnoma novo tehnologijo, ki se reče Polkadot blockchain. Ta sistem oziroma ta blockchain je razvil eden od co-founderjev Ethereuma in je v bistvu na nek način spet rešil cel kup enih izzivov, ki so se pokazali v tem DeFi sektorju v zadnjem času. Zdaj, tehnologija je toliko nova, z toliko novimi aplikacijami, s toliko novimi rešitvami, da se odpira možnost, da s to ponudbo se čisto odpre en čisto nov trg, ki zdaj praktično sploh še ni bil pokrit. Se pravi, platforma bo ponujala storitev, ki sem jo sicer omenil v prejšnjem slajdu v 3. točki, se pravi, okolje poslovno, kjer bo možno ali posoditi kriptovalute ali jih si sposoditi ali posoditi, ali si jih sposoditi, in cel sistem bo seveda še enkrat več popolnoma decentraliziran, transparenten, public, javen, sam pristop bo popolnoma brezplačen. Za tiste, ki bodo potem to uporabljali, bo potem to zelo cenovno ugodno. Se pravi, pod črto, kaj bo ponujala ta platforma, ta naš poslovni partner, bo ponujala pošten, odprt finančni trg za čisto popolnoma različna blockchain sredstva, tokene, coine in tako naprej. Zdaj, kaj to pomeni za nas? Kaj to pomeni, kaj to prinaša lastnikom coinov? Velja seveda za tisti, ki imate že proste coine, ne, se pravi tisti, ki imate že izven vezave, izven escrowa ali pa boste imeli zdaj v kratkem, lahko participirate, lahko sodelujete pri tem procesu, pri nakupu coinov tega novega partnerskega podjetja. Ta njihov coin bo distribuiran v 2 različnih časovnicah, in sicer 75% vse ponudbe bo izmanjeno v naslednjih 4 letih po fiksni dnevni obrestni meri. Se pravi, lahko boste investirali in v naslednjih 4 letih dobili to
vsakodnevno nazaj z dodanimi obrestmi. Se pravi, druga časovnica je pa 25% vse te ponudbe, teh coinov, ki jih bo pač na razpolago, bojo povedali, koliko jih bo, čisto točno cifro, tega še ne vemo, bo pa zmanjeno oziroma po slovensko izrudarjeno v naslednjih 12 mesecih. Kaj to v praksi pomeni? To pomeni, če boste investirali, ne vem, za 500 evrov da coinov, boste to dobivali na dnevni bazi nazaj. Se pravi, vsak dan se bo sprostil 500 evrov deljeno, pač da uporabljam evre za lažje razumevanje. Če bo to 500 evrov, ki ste jih investirali, boste vsak dan dobili 365 deljeno s 500, oziroma njih obratno, 500 deljeno s 365. Se pravi, vsak dan se vam bo toliko sprostil, plus dodane bojo pač donosi oziroma obresti. Se pravi, v 12 mesecih boste imeli vso svojo investicijo sproščeno, s tem, da se bo sproščala dan za dnem. Seveda, po teh številkah vidite, da je koncept jasno dolgoročno zastavljen, ker če ne bi dolgoročno zastavljen z nekimi resnimi cilji ostati dolgoročno na trgu in razviti ta projekt do neke vrednosti, potem itak se naše podjetje itak ne bi sploh zanimalo, sploh ne bi sprejelo takega sodelovanja. Se pravi, cilj je, bom rekel, kar se tiče tega, kako stabilizirati ceno in oziroma narediti vrednost temu coinu, je, da čim več ljudi uporablja to storitev. Zato je pa spet potreben nek čas, zato da to preteče. Se pravi, ko se bojo te coini na dnevni bazi sproščali, boste te coine njihove od tega partnerskega podjetja imeli možnost ali na borzi jih prodati, ali jih pa stekati. Stekanje je tak izraz popularen v kriptosvetu. To je zelo podobno kot pri nas escrow, se pravi vezava. In če se boste odložili za vezavo, jasno boste dobili spet še, oziroma bomo dobili še dodatne bonuse, še dodatne coine. Coin bo šel predvidoma na borzo proti koncu prvega kvartala leta 2021. Seveda pa ni treba zdaj tega vzeti kot pribito, zato glede na to, da to podjetje šele prihaja, da to tehnologijo zdaj postavljajo, seveda ni izključena možnost, da se to naredi kakšen zamik mesec, dva. V podjetju pravijo, da več kot 60 dni kasneje od tega, kar so rekli, se to ne bi zgodilo. Se pravi, imeli boste možnost pač participirati, tisti, ki imate Flying coine, bom v naslednjem slajdu pokazal, kako. Z zneskom, ki si boste izbrali, boste lahko naredili alokacijo, to bom še pokazal, in se vam bo ta investicija sproščala na dnevni ravni s pribitkom dnevnih obresti, tako da boste po 365 dneh dobili kompletno investicijo sproščeno in pač lahko jih ali prodate, ali jih stekate, ali jih imate pač na svojem računu, na svojem balansu pri tem ponudniku in jih boste pač uporabljali ali za posojilo, lahko boste posojilo vzeli, pa boste pač to založili kot neko hipoteko, ali boste pa posojilo lahko tudi nekomu dali. Se pravi, da boste uporabljali to njihovo storitev, pa je potem jasno smiselno, da imate balans pri njih, ali jih boste pač samo, ko se sproščajo, jih prodali, ali jih boste pa vezali, pa jih boste prodali, takrat, ko se boste pač odločili prodati. Ok, čisto izvedbeni del, se pravi, alokacija teh prostih DAG coinov za tiste, ki želijo seveda participirati v tem partnerstvu, bo potekala od 1.12., čez par dni, od torka naprej, pa do konca januarja, se pravi do 1.2.2021. En dan pred tem bomo dobili vsi maile z navodili, kako se to tehnično izpelje. Se pravi, itak ni bil zdaj moj cilj, da vam zdaj tukaj nekaj izvedbeno plat razlagam, hotel sem samo na kratko še enkrat opisati, kaj je ta DeFi, kaj bo to partnersko podjetje ponudilo in praktično, kaj imate vi lahko od tega. Se pravi, ves izvedbeni del in vsa vprašanja, ki bo iz tega zdaj sledila, pridejo še naknadno. Kakšna bo cena tega coina? Seveda ta trenutek še noben ne ve, odvisno od ponudbe in povpraševanja, tisti trenutek, ko bo šel na borzo, kot rečeno, pozno pomladi, drugo leto. Kakšna bo odkupna cena DAG coina? Tudi tega podatka jasno v tem trenutku ne moremo dobiti, zato ker je to čisto popolnoma odvisno od tega, kakšna bo zanimanje v naši skupnosti potem.
Se pravi, zdaj bomo pač oddali vsi vloge, ali pa, kot sem tukaj na zapisu, nezavezujoče vloge, nisem našel bolj primernega izraza, čeprav verjetno ni najbolj pravilen. In 1.2. oziroma v februarju bo podjetje povedalo, in kakšna je odkupna cena, če želite participirati pri tem DACoina, in pa na drugi strani tudi, a vam lahko vse vzamejo, kar ste dali vlogo, ali pa samo en del tega. Se pravi, čisto odvisno od tega, kakšno bo sploh zanimanje v skupnosti SuccessFactory po tem, da investirajo v to našo novo partnersko podjetje. Evo, to je to od mene. Hvala lepa. Zdaj ta posnetek bom naredil zaenkrat, ne bo public. Seveda ga pa lahko delite z vsemi, ki so lastniki DACoinov in ki želijo participirati s temi prostimi DACoini. Za tisti, ki pa še nimate prostih, da sem pa prepričan, jasno, ker bo podjetje javno, da je to samo ena opcija, ki je nam na razpolago, lahko boste investirali tudi z drugimi kriptovalutami ali pa tudi z fiat denarjem, verjetno. To je to. Uspešno. Čau.